Lepo pozdravljeni in dobrodošli na naslednji postaji Slovenskega knjižnega sejma. Sem v imenitni družbi, z mano so Aljoša Bagola, ki ga so nekoč imenovali čudežni deček slovenskega oglaševanja, zdaj pa si evangelist kreativnosti, guru za srečo, predavatelj in vplivnež, sila imenitno vse to zveni. Potem je z nami psihologinja Nuša Klepec iz Logov centra, pomoči pri prekomerni rabi interneta, in pa Laura Škvorc, vplivnica, sicer pa mislim, da svetovalka za zdrav način življenja. In naslov našega srečanja je: kdo je naše sreče kovač oziroma vpliv družbenih omrežij. Skušali bomo biti čim bolj konkretni, čim manj akademsko-teoretični, ampak predtem bi pa vendarle izkoristila priložnost in iskreno čestitala Aljoši Bagoli za novo knjigo z naslovom Srečo prosim. A bomo zaploskale, punce? Hvala vsem. In to je tudi najboljši uvod, ne, v to našo tematiko. Tvoja knjiga. Zagotovo, če smo že na knjižnem sejmu ali njegovem najbližjem substitutu, se mi zdi prav, da slavimo knjige, avtorje. Knjige so naše velike prijateljice, zaveznice in zdi se mi prav, da jih slavimo in tudi predvsem beremo. Če dovoliš, ta knjiga je nastala v bistvu kot nadaljevanje tvoje prve knjige, ne? Res je. Lik sem zdaj v času promocij za novo knjigo. No, naj povem samo, da to, s čimer si me predstavila, to niso moje skovanke, ne? Tako so zapisali drugi. Tako so zapisali in tako z veseljem ponavljamo za njimi, ne? Ker niso zgolj skovanke, ampak so tudi besede z resničnim pomenom. Nekaj teže zagotovo pri tem je, no, in ko sem nekako delal obnovo po 2 letih, kaj vse se je z mojim prvencem dogajalo, kako izgoreti in vzeti življenje v svoje roke, sem v bistvu nekako lepo podoživel to pot, ki pa seveda ni bila v osnovi lepa. Če jo strnem, jo vedno opišem z besedo surovo, ki od tebe tudi zahteva surovo moč, da prestaneš izzive, ki ti jih izgorelost prinaša. In kot sem omenil, sem v tem pogledu zelo egoistični avtor, saj se ukvarjam z sabo, z svojimi izzivi in se poskušam spoznati v globino. In tako je po okrevanju v izgorelosti, ker mi je seveda pisanje zelo, zelo pomagalo, nova knjiga Srečo prosim, logična posledica le-te, ne? Ker ljudje so mislili, tam na naslovnici prve knjige sem se zagonetno muzal, knjiga je postala uspešnica, najbolje prodajana knjiga leta 2020, in vsi so mislili, Aljoša je v redu, ne? Po nizanju uspehov v oglaševanju zdaj pač preklopil in to isto pot nadaljuje naprej na drugem področju. Seveda je pa bilo vse prej kot tako in še vedno sem bil izčrpan v stiski, ukvarjal sem se z veliko izzivi in tako je to iskanje sreče, ki si jo pravzaprav v sodobnem svetu oprtamo kot vsakodnevni cilj, se vanj zaletavamo, zanj trgujemo in barantamo, ne, kot bomo v debati razkrili na družbenih omrežjih in tudi drugje. Je v bistvu ta pot pisanja predstavljala, v nekem smislu nadaljevanje mojega spoznavanja in ukvarjanja z samim sabo. Ker kot pravim, ne, če nismo v stiku s sabo, smo v kratkem stiku z drugimi. Kako lepa iztočnica zate, Nuša, saj se bomo tikali, ne? To vas nisem prosila za dovoljenje, ampak smo vsi stari malo čez 20, ne? Če nismo v stiku s sabo, smo v kratkem stiku z drugimi, pravi Aljoša. Kako pa je s stikom z družbenimi omrežji, z internetom? Podnaslov vašega Logov centra je zelo zgovoren, ne? Pomoč pri prekomerni rabi. Kolikšna je pa še prav umirjena raba? Ja, res je, sploh zdaj, ko smo bili v času korone, karantene, mislim, da se je ta uporaba družbenih omrežij še povečala, se je logično, nam je nekaj, kar nam je omogočalo, da smo ostajali v stiku z našimi bližnjimi prijatelji, ampak po drugi strani pa lahko seveda prekomerna raba tovrstnih omrežij prinese vse prej kot neke prijetne posledice, učinke.
Zdaj sicer v Sloveniji so v bistvu pred kratkim, kakšna 2 meseca nazaj, izšle tudi nacionalne smernice, ki se sicer ne navezujejo samo na družbena omrežja, ampak na splošno, na neke vsebine na spletu, ki so namenjene zabavi. Zdaj, koliko je nek časovni okvir, ki je še sprejemljiv, ki je v redu in ne prinaša nekih škodljivih posledic. Zdaj ne vem, če želiš, da tudi kar malo povem, kako... Nujno, to nas vse zanima. Verjetno je seveda odvisno od vsakega posameznika. Tako in pa tudi od starosti. Starostno obdobje je zelo pomembno. Se pravi, zdaj, do 2 let nekako strokovnjaki odsvetujejo vsakršno rabo v bistvu vseh zaslonov. Potem od 2 do 5 let do 1 ure, seveda naraščajoče z starostjo, po pravilu manj je več, kajti v bistvu to obdobje, prva leta otrokovega življenja so tista leta, ko otrok potrebuje največ fizičnega stika, kontakta iz oči v oči in tako naprej, tako da v bistvu ne dobi nekih pozitivnih učinkov oziroma nekih koristi od uporabe zaslona. Potem naprej, tam od 6. do 9. leta tudi do 1 ure v spremstvu staršev, od 10. do 12. leta do 1,5 ure in pa od 13. tam do 18. leta, to velja potem tudi naprej za odrasle, pa tam do 2 uri na dan, za neke zabavne vsebine je pač priporočljivo. Zdaj, kakšna je pa realnost, je pa seveda druga. Vsi ste se že malce nasmehnili, ko sem govorila o teh številkah, tako da verjetno se nam hitro zgodi, da gremo čez te priporočila, čez te omejitve. Pa imate konkretne podatke, recimo koliko, povprečen Slovenec preždi na internetu, na družbenih omrežjih, poleg službe seveda? Verjetno gre čez 2 uri, ne? Ja, zagotovo. Zdaj mogoče lahko govorim iz teh podatkov, ki jih mi imamo na Logoutu, kjer sicer delamo v večji meri z otroki in mladostniki, tudi z odraslimi posamezniki, ampak v večji meri starši pripeljajo svoje otroke, mladostnike. Pa tudi raziskava je bila zdaj v koroni, koliko časa so preživeli otroci in mladostniki za zasloni in je ta številka prišla na okrog 7 ur, od tega je bilo mogoče 3 ure, 4 ure dela za šolo. Laura, ti si vplivnica, v bistvu je na nek način Instagram, vsa ta družbena omrežja so tvoj krug, ampak hkrati pa opozarjaš na pasti in s svojim lastnim življenjem pričaš o tem, kako nas lahko to razdraži in tudi vnesreči. Ja, res je. Nekako sem sama začela pri sebi najprej opažati, da sem se izgubila v tem začaranem krugu, ki nam ga daje socialna omrežja. Nekako več ne dojemaš realnosti, preveč se začneš primerjati z življenjem drugih, z izgledom drugih, sploh ženske. Vidimo slike, ki niso realne, vidimo življenja, ki niso realna, ker vedno objavljamo na socialna omrežja svoje highlighte oziroma srečne dogodke, kadar smo uspešni. In nekako sami ne znamo razumeti, da smo vsi samo ljudje, da imamo vsi slabe in dobre dni. In nekako nekdo, ki se znajde na tleh, se potem primerja z nekom, ki je uspešen, ki je lep po izgledu in nekako lahko privede do raznih motenj, pri ženskah predvsem motenj hranjenja, raznih psiholoških bolezni, do depresije, anksioznosti. In sem mnenja, da nezdrava raba teh socialnih omrežij zelo resno ogroža zdravje, sploh psihološko. Aljoša, ti si tudi po svoje preimenoval socialna omrežja, Instagram si imenoval razkazovalnik, Twitter razjezilnik, Facebook pa razdvojevalnik. Zdelo se mi je pomembno, da v bistvu razumemo naše ujetništvo, sodobno ujetništvo, ki ga pravzaprav hote ali pa ne hote izvajajo tehnologije nad nami. V bistvu nekako za srečo se vedno želimo zamotiti dan danes. In sreča je bolj zamotana od tega. In družbeno omrežje pravzaprav zlorabljajo naš biološki ustroj, ker nagovarjajo naše osnovne biološke in psihološke potrebe po varnosti, po psihološki varnosti, potem, da smo sprejeti znotraj plemena, da pripadamo, da smo razumljeni. In pravzaprav vsak srček, ki
naznani, da smo bili všečni, ne? To naši plazilski deli možganov prevedejo, da smo odobravani. Ok, pripadam, lahko sem pomirjen. Ne? Potem komentarji, novi sledilci. Ne? Vse to nagovarja pravzaprav ta zelo osnoven sistem naših potreb po varnosti. In zato predajanje temu lahko hitro v bistvu privede do zelo resnih težav. In zato sem želel plastično pokazati, kako mogočni so danes algoritmi. Ne? In dejstvo je po eni strani, da na Univerzi v Stanfordu že od 70 let prejšnjega stoletja poučujejo predmet, kako zlorabiti najšibkejše dele človeške psihologije za povečanje uporabe tehnologij. Ne? In Univerza v Stanfordu še danes izobrazi največ inženirjev uporabniške izkušnje v Silicijevi dolini, ki so za povrh še vsi moški. In to zelo mladi moški, in to velikokrat mladi moški, ki že od svojega 8. leta programirajo. Se pravi, nimajo neke resnične izkušnje o življenju. Ne? In zdaj podoben segment ljudi programira tudi umetno inteligenco, ki bo presojala, ne vem, kdo bo na sodišču dobil takšno in drugačno kazen, kdo bo upravičen do vstopa. Ne vem, Kitajska je šla celo tako daleč, da so na kamere namestili face recognition, ki preverja čustva. Ne? In če ne deluješ srečen, si precej izločen, ne? In ti lahko onemogočijo vstop v, ne vem, službo in tako dalje. Ne? In to so resne stvari in zato je v bistvu ta ugrabljenost, ne samo naše sreče, ampak tudi občutka svobode nekaj zelo, v bistvu nekaj, na kar moramo opozarjati. Ne? Zato, ker tehnološki behemonti danes se izogibajo zakonodajam, v bistvu so nad vladami, nad ustanovami prava in zato je treba pač počasi nekako tudi v tem političnem pogledu, kjer pač sodelujemo kot državljani z neko odgovornostjo, izvajati pritisk, da se pač te zakonodaje počasi urejajo. Tako da problem je precej širok, precej kompleksen in nisem zdaj na ta način o tem razpredal v knjigi, želim pa pač na vsake toliko opomniti, v kakšnem silovitem primežu smo. Kdaj otrokom pustiti, da poprimejo po družbenih družabnih omrežjih? Poleg že omenjenih je tukaj še TikTok pa Snapchat, ne, ki sta zelo popularna med mladimi, pa verjetno še kaj, česar jaz ne poznam. Tinder, ne? O mladih govorimo. Temu bi lahko rekel razplojevalnik. Ja. Ampak to nekako razumemo, ne, da pride recimo temu kaj po 18. letu ali pa v najstniških letih. Ne? Nuša, ti si pa zdaj zelo zavzdihnila. Kaj to pomeni? Nažalost ni ravno temu čisto tako. Vidimo in opažamo, da če dalje mlajši posamezniki posegajo po družbenih omrežjih, čeprav ima večina družbenih omrežij starostno omejitev 13+. Na TikToku nam včasih pripovedujejo na delavnicah otroci, ki so stari 7-8 let, samostojno uporabljajo TikTok, vsebine objavljajo gor in pač snemajo sebe, objavljajo vsebine in komentirajo drugim. Tako da mislim, da to je zelo zaskrbljujoče. Kajti mogoče zdaj, če smo ravno pri TikToku je eno tako družbeno omrežje, kjer se vsebine res zelo hitro širijo, uporablja ga ogromno število ljudi in pa ravno zaradi te narave, kjer v bistvu nekdo nekaj objavi in potem drugih to poustvarjajo zelo hitro, se lahko, če pride do kakšnih neprimernih vsebin, kakšnih škodljivih izzivov, potegavščin in podobno, se te vsebine zelo, zelo hitro širijo. Verjetno ste slišali tudi za primere, ko je bil nek izziv, kjer so otroci stali na železniški progi in potem so v bistvu čakali, da se vlak približa in čim kasneje so morali odskočiti iz železniške proge. Mislim, da je celo bil en primer smrti v Sloveniji, ki je bil pripisan potem temu izzivu na TikToku. Tako da kar se tega tiče, mi spodbujamo starše, da vsaj do 15. leta, mogoče še malo dlje, odvisno je seveda tudi od starosti otroka in mladostnika, da starši spremljajo, kaj počnejo njihovi otroci na spletu. Tudi otroku recimo ne bi dali kolesa kar tako, pa ga ne bi naučili, kako se kolo vozi. Tako včasih ne bi smeli v bistvu dati
telefona kar tako otroku, brez da bi ga naučili, kako se ga uporablja. To pa nažalost velikokrat starši naredijo. Mogoče se jim zdi, da bojo tako otroci bolj varni, ker so doma, ker pač niso zunaj, da bi se jim karkoli lahko zgodilo, ampak v bistvu splet pa prinaša en cel kup drugih nevarnosti, na katere mogoče starši takoj ne pomislijo. Kdaj pa recimo otroku sploh dovoliti, da uporablja ta družbena omrežja in kako reagirati, ko ti reče, vsi v razredu že imajo, jaz pa še ne? To velikokrat slišimo. Ja, to velikokrat slišimo. Zdaj, jaz mislim, da mora vsak starš za svojega otroka presoditi, kako je zrel, kako je v bistvu neko čustveno zrel. Vsak starš svojega otroka najbolje pozna. Zdaj, mi pravimo tam recimo družbena omrežja, vsaj res ta 13 naj se upošteva, če ne še dlje. Recimo predvsem so rizični kakšni otroci z avtizmom ali pa z ADHD-jem, ki čisto drugače dojemajo ta družbena omrežja. Tukaj v bistvu jih odsvetujemo še dlje, ne, vsaj do 15 leta ali pa tudi popolnoma, če je pač to nekako primerno za tega posameznega otroka. Pa tudi to recimo svetujemo, da naj otroci čim dlje niso lastniki telefona, da naj v bistvu, če že uporabljajo od staršev in jih dobijo v uporabo, tako ima starš tudi več pogleda, več nadzora v to, kaj njegov otrok na spletu počne. Tako da čim dlje, vsaj tam do 15 leta bi bilo fajn, da niso lastniki naprav, vemo pa, da spet v praksi temu ni tako. Kaj pa videoigrice, ki v bistvu vzpostavljajo neko svojevrstno druženje omrežje, ne? Ja, videoigre so tak en res spet poseben del spleta, kjer v bistvu predstavlja cel community, celo skupnost. Moram reči, da v zadnjem času na Logoutu opažamo čedalje več primerov, kjer gre mogoče bolj za družbena omrežja, neko tako brezciljno brskanje po spletu, mogoče kakšne mobilne igre, to, kar smo imeli včasih, Logout obstaja zdaj že 10 let, par let nazaj, hardcore gamerji, se mi zdi, da je tega čedalje manj in da se čedalje več premika tega tudi na telefone, ker v bistvu so pač mobilni, ves čas jih imamo lahko pri sebi, zelo hitro dostopamo do vseh različnih vsebin, tako da je tega čedalje več in mogoče čedalje manj teh nekih iger, kot so bile včasih, League of Legends, Counter-Strike in tako naprej. Še vedno je zelo popularen Fortnite. Bi pa mogoče tukaj izpostavila, da spet, tako kot družbena omrežja niso sama po sebi slaba stvar, niso sama po sebi nekaj negativnega, je pa seveda odvisno od tega, kako in koliko jih uporabljamo. Se pravi, igre spet moramo upoštevati te starostna priporočila in pa časovne omejitve. Tako da recimo kakih strelskih iger pač seveda ni dobro, da jih igrajo mlajši otroci, in zato je pač potrebno, da starši tukaj upoštevajo te neke starostna priporočila in omejitve. Laura, kako drugače ti zdaj gledaš na internet, na družbena omrežja, kot si recimo na začetku? Popolnoma drugače, ja. Nekako sem začela razumevati, v bistvu, kot si že prej povedala, je Instagram en del mojega kruha, služim si z Instagramom, ker se ukvarjam tudi z manekenstvom in nekako danes, če nisi na Instagramu, te kar ni, in če si vezan na biznis, moraš biti aktiven, kar pomeni, da moraš nekako pogostokrat objavljati, da te ljudje še vedno opazijo, da te tudi klienti opazijo. Veliko podjetij kontaktira danes preko Instagrama za razne biznise, službe, sodelovanja in nekako, če nisi čreda, ki greš za čreda ovac, nekako se zgubiš, te nekako ne najdejo več, zato se zavedam, da moram biti vseeno aktualna, da se moram objavljati, ampak nekako se sama pri sebi zavedam, da te stvari ne vplivajo več na mojo notranjo srečo, na moje počutje sploh, na moj pogled na življenje. Nekako sem začela razumevati, kaj so socialna omrežja. Jaz socialna omrežja po eni strani jemljem kot za biznis, po drugi strani jemljem, da mogoče ljudem nekaj dam,
kakšen dober nasvet, da ljudje, ki pridejo na moj profil, se dobro počutijo, da se kaj novega naučijo, kaj o zdravi prehrani, športu. Ne želim dajati slabega občutka, sploh ne puncam, ki pridejo na moj profil, da bi se primerjale z mano, da bi si želele moje življenje. Nekako želim vseeno biti čim bolj iskrena pa realna, tudi pokazati slabe trenutke, da nekako, se pravim, da ne bom jaz tista, zaradi katerih se bo nekdo počutil slabo. No. Želim res dajati čim boljši občutek, pa predvsem znanje. No. Zato so socialna omrežja po eni strani tudi zelo koristna, ker se veliko lahko naučimo, veliko lahko rastemo z določenimi vsebinami in se mi zdi, da v tej smeri je koristno, ampak vseeno moramo začeti razumevati te slabe strani, kar pa recimo otroci ne znajo še, in zato je zelo slabo vpliv na otroke, ker oni ne vejo, oni se ne zavedajo, da je to samo blišč. Zato bi se moglo tu zelo omejiti, no, sploh pri malih. Ja, kolikor sem spremljala, tvoje objave nas res spodbujaš k zdravem načinu življenja, praviš, da naj poskrbimo za telo, za duha, s telovadbo, in nam ponujaš tudi recepte, recimo za zdravo prehrano, in prehrana se začne na črko P. Ti, Aljoša, pa nas v svoji novi knjigi Srečo, prosim, spodbujaš k temu, da naj čim večkrat sebe in druge pošljemo v 3P. In tudi verjetno internet in socialna omrežja. Res je. Tu se nekako naslanjam na staro šamansko izročilo, ker ko so pač ljudje prišli k plemenskemu zdravniku, jih je ta najprej vprašal, ali se dovolj pogovarjajo, prvi P, ali dovolj pojejo in ali dovolj plešajo. In to so v bistvu 3 neke osnovne surovine našega počutja, ki v bistvu pač imajo nek zelo močan skupni imenovalec, in zato pač se velikokrat pohecam, da fajn je tudi v fitnessu razgibati mišice. Ne smemo pa pozabiti, da imamo v ustih eno izmed najpomembnejših mišic, in to je naš jezik. Tudi zato, da se izpovemo v prispodobi, da smo iskreni do sebe, in potem se v 3P pošiljamo na pravi način. Ker ko se začnemo enkrat ukvarjati z nekimi prednaloženimi travmami, z štafetnim izročilom, ki ga dobimo iz rodbin, in k temu prištejemo še neko, svojo jezo, svojo bolečino, svoje zamere in travme, potem seveda naletimo na nek kup nesnage, ki ga je kar težko tako razmetati in se tega osvoboditi. In zato v tisti točki začnemo pač vse te stvari projecirati na druge. In tako svojo senčno stran odmetavamo, vse slabo vidimo samo v drugih, zato ker si pač tega nekega dela, ki ga pa nam še eno davno izročilo, in to je simbol yin-yang, zelo plastično prikaže. Glej, vsi smo dobri, ampak pač si imamo tudi slabe stvari in slabe lastnosti. In če se z temi ne spoprimemo, in če se jih ne lotimo na pravi način, in ta je, da se jih na zdrav način dovolimo, bomo naokoli sejali škodo, razdor, in zato se strinjam, družbena omrežja so lahko zelo koristna, in ta romantična vizija njihovih ustanoviteljev, dajmo demokratizirati mnenje, dajmo povezati svet, je v svoji biti po moje resnična in si želi izboljšanja sveta. Smo pa seveda temu pozabili priključiti, oziroma pozabili smo dodati ta obet, kaj se bo zgodilo. In to je osnovna človeška narava, da smo radi konfliktni, da se radi nadevamo v bojne barve, ker je to vznemirljivo. In zato družbena omrežja omogočajo ta silovit pobeg skozi to vznemirljivost, ker je danes sploh zdaj v tej situaciji, ker smo zelo preprosto nekoga označiti za neumnega, trapastega idiota, ker po eni strani smo na varni razdalji, ker pač lahko svoje mnenje katapultiramo in pošljamo, in po drugi strani, ker nam to omogoča ta pobeg od nas samih.
In zato, dajmo se več pogovarjati, ne pa kričati en na drugega, dajmo več pet in mogoče manj pojesti, in dajmo tudi plesati, in to se mi zdi, da so lahko taki preprosti recepti za izboljšanje vsakodnevnega življenja in seveda suma sumarum potem družbe in skupnega napredka. Aljoša, ti svojo knjigo popestriš in obogatiš tudi s konkretnimi zgodbami življenja. Tebe bi pa prosila, da nam poveš konkretne zgodbe iz Logov centra, seveda brez imen in tako, da ne bomo prepoznali ljudi, pa vendarle, s čim vse se srečujete in kako pomagate? Okay. Ja, mogoče bi začela, ker v bistvu mi imamo v naše programe vključene res različne starostne skupine. Tako kot sem povedala, je mogoče največ otrok in mladostnikov, tam recimo od 13 do 16 let, ampak imamo različne posameznike. Tako da recimo najmlajši naš vključen svetovanec je bil star 5 let. V njegovem primeru smo sicer delali z starši, šlo je pa za primer, ko se v bistvu otrok ni več hranil brez zaslona, brez risank, brez tablice, ni se hotel hraniti, opiral se je vsem tem nekim vsakdanjim pravilom, česanje, umivanje zobk in tako naprej. To je ravno tisto, kar recimo opozarjamo, zakaj v bistvu tako v teh prvih letih otrokovega življenja, kako zelo je pomembno, da se ne poslužujemo zaslonov. No, v tem primeru smo pač delali seveda z starši, ki potem postopoma pač umikajo naprave in ne silijo otroka jesti, da potem pač je prišel nazaj v nek ta navaden ritem. Potem imamo najbolj tak klasičen primer, ki ga imamo, so kakšni mladostniki, velikokrat z ločenimi starši opažamo, nažalost. In tako kot je Aljoša povedal, v veliki večini primerov gre tukaj za nek beg od nekih stisk iz resničnega življenja. Ali so to težave v šoli, pa je potem mladostnik recimo v igri uspešen in s tem tam zadovoljuje potrebo potem, da je nekje uspešen. Ali je otrok recimo v šoli osamljen in nekako ga sošolci zafrkavajo, ni sprejet in se potem na spletu poveže z nekimi online prijatelji zato, da pač se počuti sprejetega. Tako da vedno so v ozadju neke resnične stiske, pogosto tudi nerazumevanje staršev. No, imamo pa tudi seveda odrasle posameznike, starejše posameznike, recimo tam populacija 50+ pridajo k nam, ker so žrtve spletnih prevar. Ali te, se poznate, nigerijski princi, neki vojaki, zdravniki. Nakazali milijon evrov. Točno tako. Seveda se s to osebo v Sloveniji se pač ta vojak ali pa zdravnik se zaljubita in potem on začne napeljevati na to, da ji pač oseba nakaže nekaj denarja, zato da bo on lahko prišel v Slovenijo, zato da pač bosta ona dva lahko skupaj in recimo naivna gospa ali pa naiven gospod nakaže najprej 500 evrov, 1000 evrov in tako naprej, tako da pridajo to zneski tudi v enem letu do 15.000 evrov in več. Tako da to so neke take zgodbe, s katerimi se na vsakodnevni ravni srečujemo na Logov. V bistvu gre za kompenzacije, nenehno, in to se mi zdi ta tudi osnovna človeška potreba, da v bistvu nekako vsi prizadevamo za uspeh, ampak včasih je bil skupni imenovalec pravzaprav skupni, izhajamo iz plemena, tam si je 10-20 ljudi prizadevalo preživeti in ob tem sobivati. In danes je pa v bistvu tudi po nareku, recimo algoritmov ali pa tega individualizem pravzaprav zapovedam. Jaz sem to naredil, glej mene, poglej kakšen ali kakšna sem. In to so tako v bistvu veliki pritiski, ki spodkopavajo nekaj, kar je v nas osnovno. In potem si seveda želimo biti uspešni, ker je to nek tudi naš naravni gon. In ko nam ne uspeva, potem najdemo v bistvu velikokrat tudi nezdrave načine. Jaz temu v knjigi pravim glamurizacija kompenzacije, kjer si potem odmerjamo razna opravičila in si v bistvu nekako natrosimo samo opravičevanje in podobnih stvari za v bistvu zelo slabe razvade. In fora je spet še v tem biološkem ustroju, ker so se v bistvu naši možgani naučili, da če se upodabljamo bolj srečni, bolj uspešni, bolj zadovoljni, nas algoritmi nagrajujejo z več potrditvami, več obvestil v všečkih komentarjih in novih sledilcih in tako nas v bistvu možgani prelisičijo
v to, ne? Da to počnemo, če tudi smo mogoče v tistem trenutku žalostni, potrti, razočarani, ne? In tu smo v bistvu z vseh strani nekako obkoljeni z temi nekimi pričakovanji in zahtevami in nekomu, ki je zelo mlad, je seveda to zelo, zelo težko razumeti, ne? In jaz že vrsto let predavam tudi po osnovnih šolah, srednjih šolah, faksih in ko v bistvu mladi vidijo, ne, kako močen sistem je v ozadju, ki jih v nekaj sili, pravzaprav vidim, kako so olajšani v tistem trenutku. Eni začnejo kar jokati. Ne? In ta silovitost v bistvu popusti in tako z razumevanjem načina delovanja pravzaprav pridemo do neke vrste avtonomije, ker si pač rečeš, aha, ok, tako to deluje, vem. Prav, zdaj si želim malo tega možganskega dopamina, bombonjere, bom pač objavil eno fotko, bom se potrudil, da zgleda taka in taka, ne? In potem bom dobil všečke. Ne? In potem ko imaš zdrav odnos do tega, ne, kot je Laura povedala, je stvar popolnoma drugačna. Lahko je to tvoj biznis model, lahko je to nekaj, za čimer se pač malo opolnomočiš, se malo potolažiš, ne, in to postane bolj zdravo. No. In na ta način, z vedenjem, z razumevanjem in z pač nekim zdravim odnosom, potem pridemo do tega, da nas te tehnologije več nimajo v lasti. Ampak imamo mi njih, ne? Tako. Ja. Aljoša je omenil pravo ganjenost nekaterih. Ne? Kaj je bil pri tebi, Laura, tisti klik, ko si rekla, jaz bom imela v lasti in obvladovanju to, kar objavljam? Spomnim se 2017, čisto sem izgorela. Padla sem v neko močno depresijo. Prav videla sem, da dejansko ta socialna omrežja vodijo mene, mojo srečo, moje življenje, vse se je vrtelo okrog tega. Točno tako je prej Aljoša omenjal, ne vem, počutiš se žalosten, objaviš sliko, zato da dobiš neko potrditev, da dobiš tiste všečke, komentarje, da ti našopa adrenalin, dopamina, ne? In se nekako s tem hraniš. Ampak pol na koncu, ko zaspiš, vidiš, da v bistvu to sploh ni sreča, da je to vse neko namišljeno, da to ne obstaja, da v bistvu to nisi ti. Ne? In nekako prav spomnim se, ko sem za en mesec zaprla Instagram in Facebook, čeprav sem vedela, da je to moj del zaslužka. Ampak ne bom nikoli pozabila, kako sem se počutila svobodno, srečno. Imela sem toliko časa sama sabo, ker sem ga prej preživela recimo na telefonu, brala sem knjige, hodila sem na sprehode, zdravo sem živela, ravno zaradi tega, ker sem dala nekaj v stran, kar mi je prijemalo in srečo in samozavest in čas. In nekako sem pol začela razumevati, da je dejansko problem v tem, da mogoče ni kriv Instagram, ampak sem kriva jaz, ker ga ne znam razumevati, ker ga ne znam uporabljati, ker dovolim si, da on vpliva name. Ne? In sem nekako naredila nek zid vmes, začela sem se bolj ukvarjati sama sabo, s tisto notranjo srečo, da sem začela delati stvari, ki so me resnično osrečevale in sem potem to delila na socialna omrežja. Ne? Nisem več delila neke prazne objave, ampak sem nekako dala sebe notrno. In sem prav ugotovila, ko nekako naštudiraš tudi ta algoritem in vse, ne vem, ko sem 2016, 2017, ko sem res bila obsedena s socialnimi omrežji, nisem dobila dovolj všečkov na sliko, sem bila žalostna. Sem imela občutek, da nisem dovolj, zdaj mi pa ne lajka, to pa ni okej, ne. Zdaj mi je dansko vseeno, ker pač objavljam nekaj, kar objavim zaradi sebe, če nekomu všeč ali pa ne, saj na koncu itak nismo vsem všeč. Spremljate nekdo, ki si mu všeč, ki si mu inspiracija, ki se nekaj nauči od tebe in raje imam manj sledilcev in imam take sledilce, ki dejansko te spoštujejo, te sledijo zato, ker se nekaj učijo od tebe, kot pa nekdo, ki samo gleda slike in komentira nepotrebne komentarje in dejansko ti s tem pokvari in samozavest in počutje. Tako da to razumevanje, no, da res da znaš razumeti, da ti vplivaš na socialna omrežja,
oni nate. No, naslov tega našega pogovora je, kdo je naše sreče kovač. Zanimivo se mi zdi pa, Nuša, da se ti pišeš Klepec. Čisto na ključje. Kako naj torej kujemo, klepljamo svojo srečo izven zaslonov? Jaz se bom tukaj spet navezala na otroke, mladostnike, pač naša populacija, zato ker, tako kot sta vidva že prej govorila, ravno pri njih je to mogoče največji problem, ker nimajo še enostavno razvojno gledajo, nimajo teh kapacitet, da bi to lahko razumeli, da bi lahko imeli nek samonadzor, da bi lahko ta resnični svet in pa družbeno omrežje ločevali. Tako da dokler otrok, mladostnik odrašča, tukaj tako zelo pomembna vloga staršev in že s svojim zgledom, kako sami uporabljajo tehnologije, da jih sami, recimo, da ni televizija doma prižgana ves čas, da ne uporabljajo recimo telefonov med igro z otroki in tako naprej, med nekimi skupinskimi aktivnostmi. Tako da zelo pomembno je, da v času odraščanja starši nekako ponudijo otrokom neke druge aktivnosti, recimo hobi, interesi, krožki, to so zelo odličen varovalni dejavnik, tako pred razvojem zasvojenosti, kot tudi priložnost za zadovoljevanje teh potreb po sprejetosti, dokazovanju, po prijateljstvu in tako naprej. Čim več pogovarjanja, čim več tega P-ja, tako gibanje, skrb za svoje zdravo počutje, tako kot tudi Laura nagovarja. To je tisto, kar starši morajo nekako ponuditi svojim otrokom in jih k temu spodbujati, motivirati, zato ker seveda bojo otroci mogoče, seveda je njim lažje iti na računalnik ali pa na telefon, kot pa iti na trening, tako da staršem velikokrat tudi, ne? Ja, tudi staršem velikokrat, sej ravno to je problema, ne? Starši težko zdržijo, ne, takrat, ko so otroci pred zaslonom. Starši težko zdržijo, tudi ta pritisk, ki ga potem otroci včasih izvajajo, ne? Če želimo odvzeti napravo. Je v bistvu staršem težje zdržati kot otrokom. In tudi se mi zdi, da starši velikokrat dejansko premalo poznajo to ozadje, silovitost algoritmov, tega, kako te to posrka vase. Ker smo vseeno odraščali v nekem precej bolj varnem zavetju primitivnih tehnologij, ne? Stacionarni telefon, videorekorder, ne? Kjer je, kot pravi šala Boštjana Gorenca Pižame, najbolj nevarna stvar bila to, da očetove posebne videokasete nisi zavrtel nazaj na tisto mesto, kjer je on nehal gledati. Ali pa da so se zamešale kasete. Ja, in danes je pač vse to, kar se dogaja, tudi pornografija in te stvari, odvisnost od tega. Ne? In bral sem raziskav, da mladostniki več ne znajo se samo zadovoljevati brez podprtih vtisov, ne? Se pravi, to so pornografske vsebine na telefonih. Potem nova duševna motnja je Snapchat dismorfija, ker si mlade punce že, ne vem, pri 12 letih želijo takšnih obrazov, kot jih dobijo za filtri, ne? In potem dejansko hodijo na plastične posege, na kirurške posege. Potem je profile envy, recimo, ne, ta zadnji, ker v bistvu uporabniki zavidajo svojemu profilu, svojemu digitalnemu sebi, avatarju, ker živi boljše življenje od njih v obliki mesa in krvi. Ne? In to so v bistvu precej nevarne stvari, ki se tudi evolvirajo. Ne? V bistvu, ne, vi dohitite nek simptom in neko stanje in tu pa v bistvu že ugotavljamo, da non-stop prihajajo hude in silovite stvari. In zato jaz rad povem, da se moramo zavedati, da mi nismo uporabniki, ampak smo izdelek. Ker če je kaj zastonj, tako pravi marketinško pravilo, smo izdelek mi. In v bistvu je ključna stvar, osrednja srž torej, poslovnih modelov družbenih omrežjih je pridobivanje naše pozornosti. In bo naredili vse, da dobijo našo pozornost, zato ker ko smo mi v stiku s tehnologijo, ko smo mi na zaslonu, puščamo nenehno ta zelo dragocen digitalni odtis. Kaj nam je všeč, kaj nas aktivira, kaj nas pomirja, kaj nas vznemirja. In to je pač dejansko psihoprofil vsakega izmed nas, katerega potem družbena omrežja tržijo, obveščevalnim službam, političnim kampanjam, oglaševalcem in tako dalje. Tako da mi nismo uporabniki. To je osnovni takeaway, to je prvo, kar moramo vedeti. Laura, ti si pomenljivo kimala tem Aljoševim besedam, zato ker dejansko iz svojega lastnega življenja veš, kaj pomenijo. Ne? Ja. Mi smo izdelek, ki se prodajamo na socialnih omrežjih. Ja. Boljši imaš profil, več ljudi pride na tvoj profil, boljše zgledaš, več ljudi te spremlja, kar je mogoče tudi
napačno, ker tudi jaz probam po socialnih omrežjih čim bolj zaveščati, kakršen si ok. Ali imaš številko S, ali imaš XL, super si, lepa si, ne rabiš se spreminjati, tudi glede teh filtrov, kaj je Aljoša omenil, smo verjetno vsi šli predaleč. Je Photoshop, so obdelovanja slike, ampak s temi filtri se mi zdi, da je šel Instagram zelo, zelo predaleč in bi se to nekako moglo končati, ker tudi ženska že pol zgubi svojo samozavest, ko vidi, kako je lepša in boljša s filtrom. Pa v bistvu se mi zdi, da je anatomsko nemogoče to doseči, ampak 60% ljudi ne prepozna uporabljenega filtra in to je meni strašljivo. In recimo tam vidiš fotke, ne vem, Brad Pitt, ki je že pač po naravi, to je že nedosegljivo. Pol dodajajo filtre čez in mislim, to je že robotika, biotehnologija, da bi prišel do česa takega. In to pač zelo res vpliva na to neko osnovno samozavest, ki pač ti nekaj dosežeš, nekaj narediš, ampak se moraš zavedati, da bo to trajalo 3 sekunde, ker te bo v naslednjem trenutku nekdo premagal. In fora je, da se mi več ne primerjamo danes z nekom, ne vem, iz soseščine, kot včasih, a veš. Jaz sem dal 2 gola na tekmi, on je pa dal 4, a veš, ne. Zdaj se pač, tam mali se primerjajo z Luko Dončićem, punce se primerjajo s Kim Kardashian in v bistvu je ta strma vertikala, v bistvu tega, koga posnemamo in s kom se primerjamo, zelo, zelo, zelo nevarna in zelo, zelo osiromaši duševno zdravje. In zato sem tudi vesel, da sem lahko ambasador prvega nacionalnega programa za duševno zdravje. Nisi ok, povej naprej, ki se osredotoča na destigmatizacijo stiske pri mladih. In to se mi zdi prava točka, kjer je treba začeti. Zato, ker potem, ko je nekdo v rosnih letih v takšni siloviti stiski in o tem ne upa spregovoriti, ali pa starši reče, da to je samo Facebook ali karkoli že, je pač poškodovan neprimerno bolj, kot bi pač to lahko bilo v bolj razumevajoči družbi. Slovenci smo nagnjeni k potlačevanju, mogoče je to nek fosilni ostanek tlačanstva. Za povrh pa je ta nebrzdana struga tehnologij, ki pač pridejo in poplavijo vse, tako mogočna, da je veliko ljudi in to povsem po nepotrebnem v stiski. In zato mi je super, da vi pomagate ljudem, da ti in podobni ozaveščate o tem, ker ste v bistvu tudi zelo poistovetljivi, mladi in o tem govorite in da se tudi na knjižnem sejmu pravzaprav govori o pomembnosti te knjige, te tehnologije. In knjige, hvala za istočnico. Ampak sam toliko, zato je knjiga taka fantastična tehnologija. Knjiga je tehnologija in v bistvu te vodi na popolnoma drug način. TikTok je bliskanje, to je že tak 3-sekundna pozornost še zreducirana na stroboskopski efekt. To je grozljivo. In v bistvu naši možgani nam postrežejo z srečo in izpolnjenostjo, če jih 45 minut uporabljamo na področju svoje poklicanosti, kar je idealno tipsko poklic, brez prekinitev, brez motenj. Se pravi, dajmo telefon stran, dajmo vzeti knjigo v roke in se pač pustimo te neki osnovni radosti, ki pride z radovednostjo, ki pride z čudenjem in zato so knjige fantastične in zato sem res vesel, da sem lahko tudi v tem bazenu aktiven. Jaz bi se mogoče sam tukaj navezala, ker smo ravno se pogovarjali o teh filtrih in tako naprej. Mi sedaj na Logautu pripravljamo pobudo, ki bo šla na ministrstvo po vzoru Francije in nekaterih drugih držav, da se na družbenih omrežjih, če je fotografija obdelana ali kakorkoli z filtrom, Photoshopom in tako naprej, da se to zraven na fotografiji napiše. Isto, če je recimo gre za nek oglas, ki je sponzoriran strani nekega podjetja, da se prav tako napiše. Tako da gremo na to transparentnost. Tako da upamo, da bomo slišani. Hvala, da sem se lahko pogovarjala z vami.
z nosovi, kakršne imamo, z obmi, kakršne imamo, in zgubami, kot jih je narisalo življenje, ne pa filtri. In hvala, Aljoša, za knjigo z naslovom Srečo prosim, za katero praviš, da ni priročnik, pač pa je prisrčnik, pridušnik in zvesti pribočnik. Hvala tudi Mladinski knjigi za ponovno seveda možnost takega sodelovanja, tako da se veselim prihajajočih dni, ko bo knjiga na voljo. Ja, lepo se imejmo, ne? In bodimo srečni, kolikor se le da. Hvala. Hvala.